Jo, sončki, evo, tole je zadnji vlog letos, hkrati pa tudi zadnji vlog, ki bo v slovenščini. Z naslednjim letom štartamo vse v angleškem jeziku. Tlele moja raketka, tukaj raketa za stranko, ki ga jutri pride iskat. Se ga bo prav posebej nastavil. Evo, jutri pol še tele obroči, jih zmontirava na enem kologor z stranko, tako da boste še to videli. Pol pa, ne vem, v zaključku vam še kakšno pametno prislonam, ampak ja, to pa še niti jaz ne vem, tako da gremo začeti najprej s tem buildom jutri. Ta friend ima BMC Team Machine SLR 01, do zdaj je imel gor DT Swiss 1400, mislim da, evo, zdaj gre pa na Wake 6560 z DT Swiss pestami. Tako da, nič, gremo pogledati, kako to zgleda. Evo, takole. Zdaj, predvsem, da te vedeli, kam bomo tudi štartali z naslednjo sezono. Vsa kolesa, ki smo jih do zdaj sestavili, se bojo začeli teli taki zelo kratki buildi delati. Predvsem, se pravi, custom buildi, zakaj so se stranke tako odločile, zakaj je tudi sestava določena. Tako da uno bo v angleščini, zdaj pri temule. Tukaj moram reči, da gre za gospoda, ki tudi zelo zaupa. Mislim, da sem z vsemi temi vlogi do zdaj že dokazal, da probam čim manj nakladati, pa probam čim bolj svetovati. In pri temu gospodu se je štartal predvsem na čim večji udobje. Kakor vidite, tukaj podložk, ki so 4 spodi. Razmak med sedežem pa krmilom je tudi dokaj majhen. Predvsem zaradi tega, ker poleg tega, da je gospod kupil kolo, ki je vsaj meni trenuten en izmed najboljših, ki sem jih vozil. Se pravi, kolo sam že ima brzino, je dosti lahek, tale build, kot ga zdaj vidite, je 7,4 kg, kar je glede na to, da je z Ultegro sestavljen, ni najlažji sedež gor. Za moje pojme, kar orang lahko tudi obroči so 52, 57, tako da, ja, za ta build že zelo težko prideš, rečemo, na orang lažjo težo, s tem, da so tudi power meter pedala že gor. Evo, z gospodom se je štartal na čim večji udobje, hkrati pa še dosti visoko togost. Ta najbolj pomemben je, da smo spredi najdel podložke. Jaz sem se tudi pogovarjal s founderjem od Niša. Sem povedal, gospod je prej vozil Scott Foila, po moje letnik, ne vem, 2014, tukaj nekje, ali pa še manj. Sam je imel ta najboljšo sestavo, imel je gor tudi tabularje, 25-ke. Tako da kolo je bil orang trd, orang tok, mogoče občutek, ki pretegneš v klanc gor, se ti zdi v redu, ampak za današnje standarde je kolo, ja, za moje pojme skoraj da ne vozen. Zdaj smo šli na 28-ke, TPU plašče, mislim zračence. Kar se tiče samega krmila, smo zdaj šli tudi na ožje krmilo, kakor ga je imel takrat. Ročke so zdaj postavljene čist malenkost gor, malenkost na noter. Trak krmila je tak, ki ga je gospod želel imeti. Tako da, evo, to je to, kar se tiče samega kolesa. Jutri ga gospod prevzame, si mu ga v bistvu nastavljen je že zdaj. Tako da greva samo še to čez, pa da vidimo odziv. Gospod je že prišel po kolo, dobil sem že prvi feedback, doma so ga vsi pohvalili, tako da je vsem ful všeč. Slikce ste do zdaj tudi najbrž že videli na našem Instagramu, evo, zdaj pa še tole zrihtamo. Tale gospodič, ki je prišel po tele feltne, bo zmontirala obroče gor, boste videli, kako izgleda prej, pa potem, tako da boste lahko komentirali pol spodaj. Evo, zdaj prišel še s kolesom, takole, obroči, tako kot sem omenil, DT Swiss 1400 ARC. Tele peste so še od DT Swissa starejši model. Zdaj pri
ta novih Princetonih boste videli, je malo drugačna pesta, so drugačiste 240-ke. Nič, evo, še enkrat vam kolo pokažem, pa gremo na končen build, pa povem malo, zakaj se je odločiti za, se pravi, za nadgradnje obročev, ki se bo poznal itd. Tako da gremo. Voilà! Evo, takole izgleda. Kolo je cirka 40 gramov, 35 gramov lažji v primerjavi z DT Swiss 1400-tkami. Peste, tako kot sem že prej povedal, so tele kar drugačne. Te so pač ta najnovejši model 240. Tako da to je to. Noter ima tubolito zračnice, jaz bi mu raje svetoval tistele naše, ki so še malo lažje, ampak tele je že imel, tako da se je za to odločil. Kar se tiče pa komplet kolesa, pa lahko evo komentirate spodaj, kakšen se vam zdi. Zdaj, zakaj upgradeati obroče? V primerjavi, ne vem, če upgradate celo grupo, greste povsod na keramične ležaje, zamenjate balanco, praktično nič ne bo spremenil vožnje na kolesu, to, kar spremenijo obroči, razen logično, če zamenjate komplet bike, pa kupite nekaj čist novega. Kar bo tukaj predvsem pridobil, je performance pri višji brzini, se pravi, ko se bo vozil 40 na uro, 35, lažji bo držal to hitrost v primerjavi z ARC 1400-tkami, pa predvsem te obroči se super obnesejo glede na to, koliko so visoki v vetru. Se pravi, v vetru tele obroči čutite začeten sunk, ampak polka, da bi se stabilizirale in se res ful lepo pelejo tudi takrat, kakor orang piha. To pa še ne pomeni, da ste lahko pač pri 100 km vetra, da se vi lahko zunaj vozite pa vas nov prenašali po celi cesti. Tako da evo, to so tele obroči, še enkrat vam pokažem. Če boste imeli kakršen koli komentar, logično obroče se lahko kupi tudi kakšne druge. Bo pa tudi akcija zdajle za vse obroče, ki jih imamo na spletni strani, tako da če kdo hoče kaj naročiti, poglejte si cene, pejte v checkout, ker šele tam se bo izpisala ta najboljša možna cena, pa boste videli. Če pa rabite kakršno koli pomoč, smo pa naredili tudi vprašalnik na naši spletni strani prav za obroče, izpolnite pa vam odgovorim, tako da mogoče se tudi tako najde neki obroči ta pravi za vas. Ker pri obročih je res zelo odvisen, za kakšen teren se boste vozili, kje se uporabljajo, se boste večinoma sami, se boste v skupinah itd. Gremo čez vse čez, pa vam pol, kakor se da, najbolj svetujem. No, skratka, 2025 gre počasi proti koncu. Hvala vsem, ki ste spremljali. Jaz se bom potrudil, da bomo naslednje leto še boljši, da bomo še več bajkov zgradili, da bomo še bolj lahko pomagali vsem vam. Zdaj, a se to govori na rundah ali z izdelki, kakorkoli jaz, kar se trgovine tiče, zdaj že veste, da sem bolj tisti, ki prakticira, da se kupi boljšo robo, pa se kupi manjkrat, kakor da slabo robo večkrat. Probal bom pa svetovati po najboljših možnih močeh. Vlogi naslednje let moramo spet štartati bolj še na angleški trg, tako da evo, bodo v angleščini, upam, da ne boste zamerali. Moje polomljene angleščine poslušati, upam, da vam tudi ne bo tako težko. Tako da to je to. Jaz sem zbolel zdaj zadnjih 14 dni, nič nisem treniral in ko gledam vse vaše Strava achievemente, sem kar mal besen in vas manj že polhen. Tako da sem pa ful vesel, da vsi pridno trenirate in naslednje let že vidim, da se bom jaz pomaknil v kakšno drugo, tretjo skupino, ki vas je par že tako hudih že zdaj, da bom še jaz mal na pauzo. Tako da hvala, da nam rabo biti skozi prvi. Tisti, ki hočete še malo bolj potrenirati v džimu, si pogledajte od Martine 12-tedenski trening plan. Jaz sem že ful napredoval in moram reči, da so vaje zelo lepo obrazložene, tako da če koga zanima, če bo šel kaj v fitness,
si naj to nabav, pa naj pogleda, ker po moje je top. Kva naj še? Nič, to je to. Imejte se radi, ne preveč jesti čez praznike, pa se vidimo v letu 2025. Čau!